Spoštovani, spoštovane, lepo vas vse skupaj še enkrat pozdravljam. Mislim, da ste prišli zaradi tega, ker vas je pritegnila ta pričujoča razstava o sporočilnosti kamnov. Na kratko bom predstavila dogodke, ki so pripeljali do te razstave. Začela bi pa kar svojo pesmijo Seme, ker vedno se nekje nekaj rodi. Seme. Tihotna je navadna noč, ko zgodi se marsikaj. Rodijo se novi zametki, spreminjajo pota življenja. Dovolj je le trenutek droban, ki vsedi seme v srčne globine, da začne kaliti, brsteti, rasti po pogodnih rasnih pogojev. Sicer seme krni, vegetira, miruje ali se le počasi razvija. Zavija se v tančico negotovosti, čaka na ugodne vzpodbude. Draga naša semena, razkrite se nam. Draga naša duša, opozori nas na njih. Dragi naš razum, najdi poti rasti. Drago naše telo, naredi prve in nadaljne korake. Naj se semena razvijajo, rastejo, se razbohotijo, do še neslutenih višin, da prinesejo radost in smisel življenju vsakdanjemu. Tako je seme nekega večera vzklilo znanki, ki je brskala po omari in iskala nekaj sladkega. Namesto poseganja po sladkem se je vprašala, zakaj je to sploh potrebno. Kaj lahko naredi namesto tega? Dobila je odgovor. Naj organizira izlet Medžugorje. Mene na tem prvem avtobusu ni bilo. Sem pa slišala odzive, kako je bilo lepo, kaj so ženske tam doživele, katere tegobe so rešile in marsičesa se znebile. O poslušanju teh zgodb sem si tudi sama zaželela v Medžugorje. Prvič sem šla leta 2019, ravno tako z avtobusom in večino žensk. Voditeljica nam je na vznožju svetovala, naj hodimo v tišini, naj si vzamemo en kamenček, naj razmislimo o stvareh, ki jih želimo razrešiti. Kamen pa odložimo na vrhu Marijinega prikazovanja. Pot, po kateri sem hodila, je bila kamnita. Gledala sem pod noge, opazila sem kamen z obrazom. Me je poklical. Sedla sem zraven in se spraševala, kaj mi sporoča. V nadaljevanju poti sem opazila več kamnov z obrazi, okoli 40 jih je bilo. Ker ni bilo časa pri vsakem sedeti, sem jih fotografirala. Doma pa sem se soočila z njimi. Marsikatera grenka misel je prišla na dan. Zaznala sem čustva, za katera nisem vedela, da jih nosim v sebi. Vsako soočanje s kamni pa je bila lažje. Čustva in misli so dobile vsebino, pogled na kamne pa je bil čedalje bolj sproščen. Potem pa sem te fotografije pokazala tudi drugim. Presenečenje je bilo veliko, ko so drugi zaznali popolnoma druge stvari, popolnoma druga občutja in misli kot jaz, le redka so si bila podobna. Tako se je rodila ideja za razstavo, da lahko vsak, ki ga kamni pritegnejo, doživi svoja čustva in svoje misli. Zdaj pa prosim Alenko, da nam zaigra.
Da je pričujoča razstava pripravljena na ogled, je delo več ljudi. Najprej bi se zahvalila društvu Fotoklub za moralno podporo in ponujeno pomoč. Prosim predsednika Davorja Lipeja za besedo. Torej, lepo pozdravljeni v imenu Fotokluba. Bi vam želel povedati, da je Evelina, se pravi, bi rekel, med novejšimi članicami v našem društvu, odločila se je pač pripraviti svojo prvo samostojno fotografsko razstavo, kar je vsekakor spodbudno in mi to v našem društvu seveda podpiramo. S to razstavo je seveda ona videla svoj pogled na svet, obrazi na kamnih, se pravi, tudi o tem veliko govorimo pri nas, da pravzaprav nas skozi fotografijo in našo dejavnost nekako življenje spodbuja, da ga vidimo čim širše, ker marsikdo bi verjetno šel mimo kamnov ali pa tudi mogoče kakih drugih objektov ali predmetov v naravi, pa jih sploh ne bi videl, ona je to videla. Skratka, tu moram čestitati na tej odločitvi. Tudi smo jo podprli, ko je prišla ona za idejo, pač oziroma, da bi se nekako predstavila. Tako da, mogoče bo tudi vzgled za katere naše druge člane, če lahko povem, da nas je pač 15 v Fotoklubu in da kar trdo že delamo zdaj 6 let, smo zdaj že imeli za sabo in kar nekaj uspešnih razstav. Se zahvaljujem in prav veseli me, da se je Evelina za to odločila. Obrnila na začetku, ko sem razmišljala o razstavi, sem se najprej obrnila na direktorico Posavskega muzeja, gospo Alenko Černelič-Grošelj, če bi bilo kaj možnosti za izvedbo razstave. Da smo tukaj zbrani, je dokaz, da je Alenka sprejela mojo prošnjo, še veliko več, prevzela je glavnino izvedbe. Zato res velika hvala tebi in ekipi muzeja, vsem pridnim rokam, ki so poskrbeli za postavitev razstave in vso potrebno logistiko glede organizacije. Draga Evelina, spoštovani vsi izbrani, take zgodbe v bistvu so vedno tiste, ki so izjemno krasna in odlična dopolnitev programa muzeja, kot je naš. Mi smo regionalni muzej, imamo krasne prostore, sicer vedno tudi nekako bi lahko rekli zapolnjen program, ampak se mi zdi, da je prav, da najdemo tudi prostor za to vrstne zgodbe. To vedno tako mislim, malo dlje je trajalo, kot smo v začetku mislili, ne? Ampak na koncu pa je vse prav, zato ker smo prišli v ta prostor, ki ima en poseben značaj in ki mislim, da je tudi tisti pravi prostor za pripoved, ki jo želi z nami deliti Evelina. Se pravi, smo v nekdanji vinski kleti, smo v nekem sozvočju narave in kulture, smo med kamni opeko neko v bistvu vinsko kulturo, ki je nam tako ljuba, ker smo seveda na tem območju doma in jo čutimo in jo znamo ceniti. In seveda tukaj je tudi ta izjemna zgodba, kot nam pripoveduje lepo Evelina, da ves čas razkriva te plasti sebe. To pa je pri umetnosti najpomembnejše. Vsaka taka razstava ni kar tako, ni tako enostavno se predstaviti, ker v bistvu znotraj teh podob, ki jih lahko gledate vsak na svoj način, predvsem najdete veliko tudi vaše prijateljice, vaše znanke, vaše kolegice Eveline. Tudi jaz sem nekaj malega časa delala v šoli, zato sem zelo počaščena, da je Evelina naša prijateljica našega muzeja, podpira naše aktivnosti, zdaj sem pa še toliko bolj vesela, ker smo naredili tudi to lepo sodelovanje. In jaz verjamem, da bomo še kdaj, in tudi hvala, da je sprejela to nedeljo, kajti na prve nedelje v mesecu si želimo ravno tako na ta način odpirati nove zgodbe, dati en prostor različnim pogledom na naš svet in res sem vesela, da je tokrat tudi zelo uspelo. Tako da hvala tudi Fotoklubu. Tako, pomagala.
Hvala lepa. Ja, to je pa res, da sodelavce imamo pa krasne in tudi jaz se jim zahvaljujem. Zgleda tako zelo preprosto, ampak za ta prostor tehnično ni čisto preprosto. Ja, ne, tako da... ni bilo. Tako, dajmo takole, evo. Hvala lepa. No, ker je pa tole mesec marec, mesec, ko ženske praznujemo, sem za zaključek pripravila še eno pesmico, in sicer pesmico od avtorice Rupi Kaur. Gre pa takole. Rada bi se opravičila vsem ženskam, ki sem jim rekla, da so lepe, in ne, da so pametne ali pogumne. Žal mi je, če se je zdelo, da je tisto, s čimer se rodiš, tisto, na kar moraš biti ponosna. Medtem, ko tvoj duh lahko drobi gore. Odslej bom vedno govorila, tako vztrajna si ali enkratna si, pa ne zato, ker ne bi bila lepa, ampak zato, ker si veliko več od tega. Prosim Alenko Jezernik, da mi za zaključek še zaigra skladbico. Can't help falling in love. Najlepša hvala. Je razstava odprta. Želim vam veliko zanimivih idej o pogledu, potem vas pa vabim tam na druženje in na koncu vas čakajo še lepe misli in če še kdo želi kaj napisati. Lep večer.